Ko se odpravimo v gledališče, smo ponavadi osredotočeni na predstavo, njeno vsebino, na igralce, morda na scenske elemente. Vidimo to, kar je v ospredju. Kdo pa poskrbi za to, da se v dvorani sliši glasba? Kdo je postavil sceno? Kdo je poskrbel za to, da so igralci osvetljeni? Pri ustvarjanju predstave so ključen del tehniki. Brez njih je izpeljava predstave nemogoča, se pa na njih večkrat pozabi, saj se ne pridejo prikloniti na oder ob koncu predstave, čeprav si vseeno zaslužijo aplavz. Zato se bomo tokrat posvetili prav njim, lučnim tehnikom. In ta filter se zreže na to mero. Seveda se napiše barva, številka barve, ne? Se pravi, pride sem notri in posega tle da. In tle imamo zaščito, to mora biti spuščeno, da to ne pade ven in tako naprej. In potem pa lahko, ko je prižgan, ne, ga lahko usmerjamo, tako, dol, kar hočemo, prej se ga fokusira, ne. Odpreš, zapreš, ožeš in to je navadno PC. Vsak mora imeti zajedno, tle je kabel, nekaj poštekan, krivka. V gledališču Koper so zaposleni 3 lučni tehniki. Eden od njih je Siniša Milič, ki je v koprskem gledališču zaposlen že kar nekaj let, a jih več ne šteje, zato ni znal povedati točnega podatka. Predtem je še v času Jugoslavije deloval kot lučkar v Cankarjevem domu v Ljubljani. Začel je brez kakršnega koli predznanja. Izobraževanja za lučkarje namreč ni bilo. Danes imajo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo sicer predmet, ki se posveča oblikovanju luči za oder, česar Siniša v svojih letih ni doživel. Vseeno je treba omeniti, da posebnega programa za lučnega tehnika na Akademiji ni moč najti. Kako se je torej naučil lučkarskih veščin? Z kolegi, malo po malo, z opazovanjem, z sodelovanjem v samem projektu izdelave predstav, pač priješ na do določenega znanja in na en določen nivo, ne. Je bilo par sodelavcev, ki so delali prej v drami tudi, pa so potem se prej zaposlili v Cankarjev dom. Takrat, ko se je Cankarjev dom odprl in ko je bilo to novo, so šli delati tja, ker so imeli verjetno boljše in drugačne pogoje in tako da so oni imeli že dosti za sabo, ne. Te lučkarske kilometrine, ki temu rečemo tako. Lučkarji v prvi vrsti skrbijo za osvetlitev ljudi in objektov na odru, a poklic obsega mnogo več kot le to. Da se prilagodiš delovnemu času, da sodeluješ pri naj bi, ne, recimo tudi sploh pa oblikovalec luči, ne, naj bi sodeloval od začetka, z režiserjem predvsem, potem pa tudi, da razumemo vsi mi, ki delamo luči in tako naprej, koncept scenografije, kostumografije, v katero časovno obdobje je umeščena predstava, iz katerega obdobja prihaja, koliko je predstava postavljena na en moderen način, kaj pove glasba v predstavi in tako da luč se mora ujemati, naj bi se ujemala in povedala luč tudi svoje, ne. To je specifika, se pravi, celen proces delovni je od začetka nastajanja predstave pa do same premiere in potem ponovitve in potem še dodatno je ena posebnost tega poklica je, da so gostovanja, ne. Da imamo različne dvorane z različnimi tipi reflektorjev, različnimi koti, pozicijami in tako naprej. In nam je potem, da mi to predstavo, ki je narejena doma, prenesemo kamorkoli, da gremo, da jo prenesemo v čim bolj podobni obliki, da to publika jo lahko doživi in gleda in uživa tako v čim bolj izvirni obliki, se pravi originalni, ne. Čeprav ni nemogoče vsega doseči, ampak se trudimo, ne. Moramo vedeti, brez česa predstava ne sme biti, ne. In po potrebi se tudi vzame oprema s sabo in se dodatne stvari montirajo in tako. Siniša je poudaril predvsem kompleksnost poklica lučkarja, ki mora biti na delovnem mestu osredotočen in natančen. Ves čas mora slediti scenariju, da ne zamudi iztočnic za lučne spremembe. Tako kot vsi ostali poklici tehnični, mislim, predvsem, ne. Vsi ostali poklici naj ne bi noben naredil napako, ne. Zato je pomembno, ne. Se pravi, lučkar, kateri ima za postaviti predstavo lučno,
ima tudi obveznosti voditi, ne. To je njegova naloga, da vodi predstavo. Se pravi, od 50 sprememb, 30, 20, odvisno od predstave, ne, koliko dolgo traja in koliko je teh svetlobnih sprememb. Se pravi, mora biti skoncentriran, spočit in na podlagi knjige, na podlagi teksta, ima iztočnice, ali je to replika, ali je premik na sceni in tako naprej, mora biti tačen in slediti predstavi od začetka do konca, ne. Kar je tudi dosti stresno, ne. Tako je, pravim, da ne govorimo potem o varnosti, o vsemu temu, ne, ki hodimo na višino, elektrika je, določene elemente montiramo, se pravi, treba paziti na vse, ne. Poleg lučnega tehnika pa imamo v gledališču tudi oblikovalca luči, ki je odgovoren za umetniško plat osvetljave. V koprskem gledališču za to delo najpogosteje pokličejo Jako Varmuža, ki je tam začel delati v študentskih letih. Najprej je izvajal scenska dela in manjša opravila, nato pa je ugotovil, da se v gledališču upravlja tudi z lučmi, za kar se je začel zanimati kmalu zatem. Sčasoma so mu nato zaupali tudi to delo, ki ga je kot samouk vseeno potem osvojil. Eno je tehnik, drugo oblikovalec. Se pravi, nekje gre bolj za operativo, pri drugem gre bolj za ustvarjanje. Nočem vrednotiti, ampak pri oblikovanju je res potrebno, da imaš malo širši spekter. Potrebno je recimo poznati, kako sem rekel, kako se same luči operira, s samimi lučmi operira. Je pa dobro, da veš tudi, da si malo vizualen človek, da poznaš neke likovne osnove, da poznaš konec koncev tudi to, kar se rekel dramaturgijo, da veš, kdaj se kaj prižge in kaj to pomeni. Tako da ima mogoče malo več aspektov kot samo tehnično delo. Z lučjo se v predstavi pričara atmosfera, ambient, čustveni momenti. Vključena sta torej tudi estetski in dramaturški vidik. Vseeno pa mora lučni oblikovalec še vedno poznati specifike lučnega tehnika. Dobro je vedeti poznati tipe reflektorjev, imaš različne reflektorje, vsak ima svojo specifiko, tako da to je ena osnova, ki jo moraš poznati. Dobro je poznati pozicije reflektorjev, se pravi v tem primeru v dvorani oziroma na odru, kjer so pozicionirani, kaj to pomeni. Poznati moraš malo tudi te elektrike, da te ne glih stresa prvič, ko primeš za reflektor. Pol se pa nadaljuje delo, ko se vse te reflektorje usmeri, nadaljuje delo ponavadi na lučni mizi, kjer se operira s temi lučmi, tako da pol je treba tudi znati s tem upravljati, se pravi mešalko. Kar se pa tiče pol same predstave, je pa moraš biti prisoten in slediti predstavi, zato da ne zamudiš iztočnic, da je to menjava luči takrat, kar je potrebno. V zadnjih letih se je delo lučkarja nekoliko spremenilo, predvsem se je digitaliziralo. Ker prej smo delali vse analogno, govorim zdaj o mešalnih mizah, ne. Se pravi, kako eno predstavo spraviti not v memorijo in tako naprej in tako naprej. Sam način dela pa je dosti olajšan tudi z temi pametnimi lučmi, ne. S pojavom teh luči je pač prišel do manj fizičnega dela, bom rekel tako, ne. Čeprav vsi ti reflektorji, brez katerih se ne more v gledališču, so še danes v uporabi in to pomeni, da je treba do vsakega reflektora stopiti fizično, ga prejeti v roko, usmeriti, filtrirati in fokusirati in tako naprej vse, pač, kar pripade temu, ne. Razlika je pa digitalizacija, ne, ker nekoč smo delali zelo, zelo kompleksne in zahtevne predstave ročno. Se pravi, smo potenciometre mogli pripravljati za naslednjo sceno s kolegom ročno, dvigovati, ki smo na podlagi zapiskov, ne. In da ta scena, ko se je iztekla, ki je bila aktivna, da smo potem šli v naslednjo sceno, katera je bila že pripravljena. Svetlobno, se pravi, vsak reflektor na določeno jakost, nekaj preskočiti, pozabiti in tako naprej in tako naprej. Tako da so bila tudi gostovanja vezana na to in potem z digitalizacijo se je to malo po malo stopnjevalo in danes je mešalna miza sam računalnik, ne. In zelo pomembno je programiranje pravzaprav.
V umetniških institucijah se zaradi prihranka pri financah delovno mesto oblikovalca luči vse pogosteje spaja z delom drugih tehnikov, kar pa zniža kvaliteto dela, saj so vse obveznosti različnih tehnikov kompleksne in zahtevajo svoje veščine. Siniša si dela na tak način ne predstavlja in ga ne podpira. Zdaj pa, da lučkar dela še kaj zraven, ne? Da je tonc. Si lahko predstavljamo predstavo, ki ima 6 mikrofonov, lahko da ima samo 2 mikrofona, ni pomembno, ne? Se pravi, takoj mu preusmeri to pozornost zvok in če spušča še kakšen komade, ne? In da ima še kakšen video, jaz si ne morem predstavljati enega človeka, kateri bi bil idealno v takšni kombinaciji, ne? Da bi dejansko 1,5 ure, 2 uri vse štimalo, vse laufalo, mislim, da je nemogoče, ne? Pri kakšnih malih projektih, 15-20 minut, pol ure, če traja otroška predstava, mogoče še spusti kakšen zvok in tako, če ni dosti lučnih sprememb, ampak je to tako malo tega, da o tem ne smemo niti razmišljati, ne. Jaka Varmuš deluje po več institucijah v Sloveniji in opaža, da je poklic lučkarja v večini primerov ločen od ostalih. Kjer temu ni tako, pa gre ponavadi za kulturne domove, kjer jim primanjkuje financ in si ne morejo privoščiti več kot enega človeka, kar pa za sabo potegne to, da se lahko ustvari le izdelek, ki ni zahteven. Pravi, da v profesionalnih gledališčih in institucijah spajanja lučkarja z drugimi tehniki ni zasledil. Tam je lahko lučkarjev celo več kot samo eden. Z nekih finančnih vidikov bi bila to želja, verjetno, ja, da bi bil to ena in ista oseba. Jaz mislim, da je razlika že v samem načinu. Eno je tonc, se pravi, se ukvarja s sluhom, drugo je pa lučkar, ki se ukvarja predvsem z vizualnim. Tako da mislim, seveda obstajajo ljudje, ki so talentirani za oboje, ampak se mi zdi boljše, da se specificiraš v eno stvar. Vsaka specializacija mislim, da vodi k boljšemu rezultatu, tako da tudi tule je to. Poleg tega so danes grejo te stvari naprej in so vedno zahtevnejše za operirati te zadeve, lučni pulti so vedno bolj zahtevni in je težko tudi to oboje obvladati. Poleg tega je pa včasih praktično nemogoče, da je bil oboje. Recimo, če govorimo o kakšnem koncertu, pa da imaš več mikrofonov, je težko to vse naenkrat ozvočiti, voditi mikrofone, hkrati biti pa še pozoren na luč, delati spremembe in tako naprej. Do ene mere se da to avtomatizirati, sam praksa je, da se to raje razdeli, ker je pol to boljše narejeno in tudi hitreje v končni fazi. Na Obali imamo v gledališču Tartini v Piranu in Auditoriju Portorož lučnega tehnika, ki skrbi za obe prizorišči. V kulturnem domu v Izoli pa pod tehnični oddelek za kulturo spada poleg vzdrževalca še lučni tehnik. Tako Siniša kot Jaka pravita, da je povpraševanje po tem poklicu sicer veliko, vendar v marsikaterem gledališču primanjkuje izobraženega kadra. V poklic je treba vložiti veliko časa, plača pa tudi ni najbolj privlačna. Trenutno je prav pomanjkanje tega. Mislim, da je stalno pomanjkanje tega, ker v Sloveniji nimamo šole za to. In so v bistvu vsi ljudje se priučimo tega. Tako da je deficitarni poklic to, sploh po tem trenutku, ne vem tudi sicer zakaj, mogoče zopet se kaj nagiba to k financam, je pomanjkanje. Sem bil zdaj kar v par teh gledališčih in tako naprej, kjer iščejo in težko najdejo zamenjave. Kljub temu pa se včasih zgodi, da mora lučkar poprijeti še za kakšno drugo delo. Zaradi tehnikov gledališke predstave namreč ne odpadajo, je poudaril Siniša. Igralci so v prvem planu, tehnika pa se lahko nadomesti. Mi tehniki se nekako lahko si pomagamo, ne? Pa tudi v gledališču ni samo eden lučkar, pa redko kdaj je to, ne? Da je eden tonc lučkar, pa vsak lučkar je tudi malo tonca, vsak tonc je tudi malo lučkar, tako da si lahko s tem pomagamo, da speljemo en projekt tako, kot je treba. Po drugi strani pa mislim, da je stališče vseh gledališč po Sloveniji, da igralec je na prvem mestu v gledališču, ne? Brez igralca gledališča ni. In dejansko, če igralec zboli ali da se mu zgodi karkoli, da ne more nastopiti v določeni predstavi, je to najslabše za predstavo, ker predstava odpade takrat, ne. Nenadomestljive, ne. Toliko vloženega truda in vaj in vse, kar je pred premiero, ne, napetosti, obremenitve za igralca, to je nekaj zelo, zelo obremenjujoče za vsakega posameznika, ne. Ampak pravim, mi smo vseeno, ne nastopamo pred publiko in se nas da nadomestiti, ne.
Mislim, da ne pomisli vsakič, ko gledate predstavo, če se recimo omejiva na gledališče, na lučnega oblikovalca, zdaj tudi ni mus, da je vsakič luč kriči. Lahko je poudarek na luči in je spektakularna luč in je mogoče zaradi tega gledalec prej opazi, lahko je pa luč samo podpira predstavo, če je to neka veristična predstava, ki potrebuje predvsem veristično svetlobo v nekem prostoru, kjer ni nobenih spektakularnih luči, potem se mimogrede to lahko spregleda. Ampak jaz ne zamerim tega nobenemu, mislim, da ne vem, tudi v filmu se večinoma ne ukvarjamo s tem, kako je svetloba, ne? Če se ravno ne že ukvarjamo s tem, mogoče se bolj pozoren. Siniša in Jaka se ne strinjata s tem, da poklic lučkarja izginja. Za kakovosten izdelek bo potreba po lučkarjih vedno prisotna in nujna, menita. Vsaj dokler jih ne zamenjajo umetne inteligence in roboti, je še dodal Jaka.